Čau, mami. Čau. Lepo se imej. Ti tudi uživite. Adijo. To moram nekako transportirati dol. Kaj je to? Živjo! Jaz sem tudi Urha fan. Hashtag rip Urhovte! Dan, 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 dan. Bili smo še vedno v Moravčah na bencinski črpalki in Domen je ugotovil, da je pozabil denarnico doma in moramo spet nazaj v Drtijo. Vse biti ploško, ampak imam samo eno roko, fej. Prva postaja, zdaj smo se nekje nad Beljakom, tam nekje, sam ga ne vidim. Nujno moram najti strnišče. Matija, veš, kje so strnišča? Ne. Ja, še druga postaja. Vozili smo se približno 2 uri, se mi zdi. Ne vem, točno nisem gledal na uro, niti se mi da, ful sem zmatran. Včeraj sem spal sam 6 ur. Italija! Tukaj spimo, se mi zdi. In pa po 4 urah vožnje smo končno prišli. To je soba, kjer bo vene 6 ali 7 dni s Domnom skupaj spala. Počasno na računalnik. Te hrane nisem jaz prinesel. Sam družina Klinc mi jih je naložila v kovček. Fuj. Plan to je najna soba z Domnom, da ne hitro predstavim še ostale prostore. Matijeva soba. Matija, kako si? V redu. Hodnik, kuhna z dnevno sobo z jedilnico, tukaj spita Domna starša. Matija, kaj spet tukaj delaš? Ne vem. Hodnik, moje stikalo. Kopalnica. Tale slika je še iz tistih informativnih dnevov, ki smo bili v Portorožu. Tako da v glavnem, če kdo ne ve, Kronplatz je smučišče v Italiji, na južnem Tirolskem. Let me teach you about that. Tirolska je bila priključena Italiji leta 1900, oziroma je bila zmenjena, da se bo priključila samo na Italiji. stranišče. Po vojni leta 1915 podpisom londonskega sporazuma in tako se je Italija priključila v Prvo svetovno vojno na strani zaveznic. Ja, in v glavnem pa so oni tukaj ostali, čeprav zdaj so čezdalje bolj avtonomni. Slučajno še eno razlagaš. Ja, Zdaj bomo imeli večerjo, se mi zdi. drugač Južna Tirolska je tako moja najljubša regija. A bi sploh lahko posnel kakšen timelapse? Ja, nočni. Če za timelapse. Ja, zelo sem tekel. Malo še probleme z astmo. Pač včasih je bilo ful huj, zdaj že malo boljš. Pa prvič sem zatečno uporabljal iPod, ki mi ga je dal bratranc pred 1,5 leta sicer. Nič posebnega se ni zgodi danes, pač prvi dan potovanja je pač itak vožnja, tako da kaj bi se sploh lahko zgodilo. Ko vsak dan tečeš, ko že malo vedno postane, zaradi tega, ker je vsak dan isto in večinoma tečeš po istih progah in pač postane spet neka rutina. In jaz sovražam rutino. Tako pol, ko potuješ, je ful boljš, ker je čist neka druga trasa in pač je zanimivo, ker raziskuješ in ne misliš več čas na to, da veš, da boš pač nekam prišel na isto točko in pa že veš, koliko časa boš porabil nazaj. Ampak dejansko tečeš pač tako, kakor ti paše in kamorkoli hočeš, sploh zdaj v tej vasi, ful je bilo v redu. Vem, nisem vzel nobene kamere s sabo, ker včasih še vedno rad uživam življenje. Pa eni ste vprašali, če imam punco. Nimam je, okej. To je tako najbolj cute stvar na tem svetu.
Podobno vam bova spet jedla pico. Ker pač to vedno delava, I guess. Pica tretji dan. Pričam, kako sem dobil 1000 naročnikov. Ker bi se vam res iskreno zahvalil. Oh my god! 1000 sabov! Zmanjkale baterije in na Domnovem telefonu, in na mojem telefonu, in na GoProju. Najboljši feeling ever je, ko prideš iz smučanja, da ne bi slučajno brcnil glavo. Če me je strah. I feel the expansion. Daj se mora da tvila telefon. Živja! Promilo. Danes se še spat tako o pol 2 zjutraj, kar pomeni, da se spal 5 ur pa pol, ker definitivno je. Premalo. Znam kaj ne, če sem bil tako excited včeraj? 1935 je bilo pred pol ure. Ja, včeraj sem ful malo snemal, ker nisem čisto vedel, kaj se dogajali in ne vem, sej to ne moram. #vloglife. Če slučajno zanima koga, kaj nimam palc. Vse palce so v redu, velikrat ti lahko rešijo življenje. Zadnji vikling mora imeti palce, kot soprne, osebno. Koliko subscriberjev imam, takrat, ko je Slovenija postala samostojna? To je 1991, tako da zdaj kmalu in bo 2000. Ok, verjetno bo moral dati svoj napis zaradi tega, ker tu ve. Sem pa nič. 2000 subscriberjev! To bo ful random, sam zdaj greva jaz pa Domen v eno mesto naprej, Brunek, z vlakom. But it will be, it's for the statistics, it's not your fault. Yeah, Thank you. thank you very much. Takole bi morala izgledati kartica. In takole izgleda moja. Mašina je to vse napisala na isto mesto. WTF. Ni bilo nobenih problemov, sam, ko bova šla nazaj, se bom morala spet zgovarjati na nje. Šta pa, da se nešče 2 kartice za sabo? A si vzel še 2 kartice sem? Stazione di Brunico. Jaz tem stvarim ne zaupam več. Ok, a imaš še eno? Ja, daj, please. Jej! Ej, Domen, koliko so kaj ti vlaki točni? Ajaj, kar so že tam. Vlak za v nas smer je že prišel, sem to ni to prav. Tam je, ne! Ne! Vlak, ne! Ne! Zdaj mora biti še eno uro. To je bil prvi bus slash vlak, ki ga nisem ujel, ker sem tekel na njega. Domen, a greva saj na tega? What? Ni. Kaj? Faza. Kaj? Ja, ta je 31, zdaj je ura 31. Ja pa pojva tja, Domen. Daj sem priti, mogoče bo še malo kasnej. Pismo. Probat ni greh, pravijo. Teh avtomatov še vedno ne maram. A greva? Kje gumb? Resno? 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 Zdaj nimam čelade gor zaradi tega, ker držim čelado v roki z GoPro-jem gor. V bistvu je to moja čelada, ampak nimam te nalepke za GoPro gor, tako da si je zdovno zamenjava. Srečali smo se z mojim sošolcem in sošolko, to je Rok in to je Nina. Sta bratranec in sestrična in fant in punca, sam noben tega ne prizna.
Danes sem ful zmatran, ker še vedno mi ful manjka spanja. Še nobeno noč, odkar sem tukaj, nisem spal tako, kot bi moral. Trgala se mi je zadrga, no, ta pašček od zadrge, pa nogavica. Odločil sem se, da jutri pa pojutrišnjem, se pravi sedaj pa četrtek ne bom snemal, ker bi rad tako še malo užival tega za smučanje, ker če ne veš, če se razmišljam o tem, da moram snemati. Ne rečem, da je slabo snemati pa to, bi se ful dober, ampak vsem bi se rad vzel malo časa zase, pa še domno več če stižim s tem. Ne toliko, ampak meni se zdi, da si moraš tudi malo cajta vzeti, zaradi tega, da sprocesiraš vse te subscribe. Ja, dejansko sem še vedno ful zmeden zaradi tega in iskreno povedano, še vedno nisem dojel in tudi če dolg ne bom. 2369 in pol ne bi bil zmeden. Ura je 9, zdaj v zunaj minus 8 stopinj in če mislite, da je nujno mrzlo, ker sem govoril pred parimi dnevi, s tem ne ni primerjave. Pač ne samo, da je toliko 12 stopinj, tudi veter toliko piha, da če daš roko iz rokavice, ki bo pol minute smrzne. Seveda ima pa vsaka stvar prednosti in slabosti, jasno, prednosti. Manj ljudje, to je v bistvu vse. Slabosti! Ful je mrzlo, toliko veter piha, da te zanaša in pač me dejansko spodrsujejo smučke, dobesedno. Pač toliko megle je, da dejansko skoraj ne vidiš pred sabo. Vem, da smo že 6 dni tukaj, pa še ne šli sem od smučišča povedal. Prok je tako z ene 144 km, pa smučišče je neuradno razdeljeno na dva dela, ta Pikulin, pa tam, ki vidite tam v zadnji, je pač, kako se temu reče? Kronplac? Ok. Danes je ful toplo, za razliko od včeraj, pa za razliko od danes zjutraj. In malo je zoprno, ker je sneg ful moker. Ampak po drugi strani pa tudi ni toliko bed, ker niso ledene površine. Ura je čas, da gremo domov, zdaj se zadnjič na smučišču. Doma, kaj so tvoje zadnje besede Kronplacu? Kraj, da urkoča. Čau! Ne vem, kaj ne rečem. Vem, da je bilo ful zmedeno vse, ker... Zdaj imam trenutno 3200 subscriberjev. Regom sam, res hvala za ogled. Res hvala vsem, ki ste se naročili na ta kanal, ful mi pomeni. Čeprav ne dojamam, ampak vem, da mi ful pomeni. To me je tudi zelo vesel. Nekaj se delati, da ne znaš smušati, ker si že parkrat spadil zaradi tega. Ja, to je vse. Se vidimo v naslednjem videu.